Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V začetku leta 2019 smo policisti strani Javne agencije za varnost prometa prijeli pisno obvestilo, da beležijo sumljive dogodke v zvezi upravljanja vozniških izpitov. Tekom začetka preiskave smo ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj, in sicer dejanja in sprejemanje podkupnine v povezavi z opravljanjem teoretičnih izpitov za pridobitev vozniškega dovoljenja. Policisti Policijske postaje Ljubljana Center smo v sodelovanju s kriminalisti Policijske uprave Ljubljana in drugimi policisti na območju cele države 7. januarja letos pričeli z izvajanjem na 81 lokacijah po Sloveniji z hišnimi in osebnimi preiskavami. Tekom izvajanja hišnih preiskav smo 28 in 36-letnima osumljencama odredili pridržanje, katero smo potem po opravljenih preiskavah tudi odpravili. Ugotovili smo, da je 28-letni osumljenec v obdobju od junija 2018 do februarja 2019 pridobil 76 oseb oziroma kandidatov, ki so nameravali opraviti teoretični del vozniškega izpita. S pomočjo 36-letnega osumljenca, zaposlenega v javni agenciji, je tem kandidatom proti plačilu uredil, da so v prostorih javne agencije opravili teoretični del vozniškega izpita. Kandidati so 28-letnemu osumljencu za opravljeno nezakonito storitev izročili gotovino, ki po do sedaj zbranih obvestilih se je gibala od 200 do 4000 evrov za posamezni izpit. 36-letni osumljenec je kot javni uslužbenec in administrator omogočil preko službenega dostopa s svojim uporabniškim imenom vzpostavitev povezave v omrežje. Na tak način je 28-letni osumljenec njemu neupravičeno omogočil, da se je za svojo elektronsko napravo prijavil v to omrežje in dostopal do izpitnih pol kandidatov, ki so v javni agenciji takrat upravljali teoretični del vozniškega izpita. V njihovem imenu je v te izpitne pole vnašal pravilne odgovore, in sicer z namenom, da jim je zagotovil, da bodo opravili teoretični del vozniškega izpita. Potrebno je poudariti, da je osumljenec, ki je prejemal podkupnino, vsaj del teh plačil tudi izročil javnemu uslužbencu, zaposlenemu na javni agenciji, in sicer kot nagrado za to, da jim je omogočil to nezakonito dejanje. Trenutno je 78 fizičnih oseb osumljenih 154 kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnine. Predkazenski postopek je ves čas tudi aktivno usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, katero bomo tudi po vseh ugotovitvah na koncu obvestili s kazensko ovadbo. Prav tako bomo tožilstvu predlagali, da v nadaljnjem kazenskem postopku predlagajo razveljavitev vseh teh sporno pridobljenih vozniških dovoljenj. Policisti za zbiranje obvestil aktivno nadaljujemo, in sicer v smeri obstoja ugotovitve novih tovrstnih kaznivih dejanj oziroma osumljencev. Potrebno pa je izpostaviti še, da je bilo tekom izvajanja hišnih preiskav, da smo 7. januarja tekom izvajanja hišnih preiskav obravnavali še naslednje dogodke. In sicer, pri 41-letnem osumljencu je bil najden prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje in pripomočki za gojenje te prepovedane droge. Prav tako je bilo osumljencu zaseženo okoli 30 gramov posušene rastline konoplja. Zoper osumljenca bo na Okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba, in sicer za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami. Naknadno je bila odvzeta tudi prostost 31-letnemu osumljencu, kateremu je bilo med hišno preiskavo zaseženo okoli 500 gramov heroina in okoli 100 gramov kokaina. Osumljenec je bil s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj tudi odredil pripor. Nadalje je bila odvzeta prostost tudi 28-letnemu osumljencu, pri katerem je bilo zaseženo več kot 11 kilogramov prepovedane droge konoplja in več kot 11 000 evrov gotovine. Osumljenec je bil prav tako s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj tudi odredil pripor. Še dvema osumljenima je bilo zaseženo okoli 30 kilogramov posušene
rastline, za katero upravičeno sumimo, da gre za prepovedano drogo konoplja in pripomočki za gojenje te rastline. Zoper osumljenca bo za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. Še ena zadeva, v eni izmed hišnih preiskav pa je bilo tudi najdeno 182 različnih nabojev in del orožja, katere bomo poslali v analizo. Po opravljeni analizi pa bomo izvedli ustrezen prekrškovni postopek. Hvala. Hvala. Bi prosila še Rupnika za svoj del, kar se tiče dela na področju korupcije Policijske uprave Ljubljana. Hvala. Policijska uprava Ljubljana posveča preiskovanju korupcije posebno pozornost. Preiskave konec preteklega leta in v tem tednu pa so bile usmerjene predvsem na področje varnosti v cestnem prometu. Opažamo, da so korupcijska tveganja predvsem na področju zlorabe javnih pooblastil z namenom zasebnega koriščenja pogostejša. Storilci s svojimi dejanji povzročajo veliko in konkretno nevarnost tako za premoženje kot tudi varnost drugih ljudi, drugih oseb zaradi sorazmerno nizkih koristi. Prijav korupcije beležimo zelo malo. Pravilno se dogajajo v zaprtih krogih oseb in kjer imajo vsi obostranske koristi. Zaradi tega pa smo policija pri odkrivanju korupcijskih kaznivih dejanj odvisni predvsem od lastne zaznave. Največ korupcijskih kaznivih dejanj se odkrije pri preiskovanju drugih dejanj, to so pa predvsem kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete. V predmetni preiskavi je bilo ravno tako, bila je zelo kompleksna za preiskovanje, terjala je veliko strokovnega znanja in samoiniciativnosti. Lahko povem še, da v zadnjih letih na Policijski upravi Ljubljana beležimo postopno rast števila odkritih in preiskanih korupcijskih kaznivih dejanj. Spodbudno pa je dejstvo, da smo uspeli zaznati, odkriti in preiskati korupcijska kazniva dejanja tudi na lokalnem nivoju, kar potrjuje učinkovitost delovanja policije na vseh njenih organiziranih nivojih in zavzemanje policije za ničelno toleranco do korupcije.